nam lahko poveste glavne poudarke iz knjige in kako to, da ste se odločili za nastanek nekako otroške knjige? Ja, torej v Kranju smo imeli 2003-2004 prekrasne arheološke najdbe. Prišlo je skoraj po 100 letih na Lajhu, to je znamenito, res bom rekla, svetovnega slovesa arheološko najdišče, s tem je Slovenija in Kranj tudi takrat zaslovel in šlo gradivo na Dunaj. No, zdaj je prišlo po tolikih letih spet do teh čudovitih najdb. En graf je bil zlat, tega smo poimenovali Kneginja in smo tudi rekli knežji grof iz Kranja, spada pa Germanom iz 6. stoletja. Med temi grobovi je bil pa tudi eden zelo reven z enim samim preprostim križcem. In to vemo, da je spadal k staroselcem, to se pravi tistim domačinom se takrat v Kranju bili. Medtem ko Germani so se kasneje po prihodu Slovanov pač preselili, odselili v Italijo, Langobardi. No, kar smo naredili tam zelo lepo razstavo v Kranju, ljudje so množično hodili, dali smo tudi naslov Zlata doba Karnja. No, in takrat, ko so ljudje prihajali, so pravzaprav spraševali, to je zelo tipično, kdor dela v muzeju to ve, vsak hoče vprašati, ko pogleda material, pa vendarle, kaj vi mislite, komu je to pripadalo? In kot arheolog seveda tega ne moreš odgovoriti nikakor, razen če bi bilo recimo ime napisano, ampak to seveda ni. No, in potem seveda sem jaz tam rekla in za svoje vnuke in pa tudi za obiskovalce. Sem začela pravzaprav sama sebi najprej pripovedovati zgodbo in sicer o tej staroselski deklici, ki je imela ta preprost bronast križec, ki je bila katoličanka takrat, to vemo. In potem seveda o tem zlatem nakitu, ki je morala spadati, ne moramo drugmo, kakor pa drugače reči, kakor seveda germanski deklici. In smo kot vidimo na teh slikah, so seveda Germanka, ki je sodila k poglavarju, verjetno knezu tistega časa v Kranju. Kranju je bilo pa takrat ime Karni. In to je pa zapisano v virih, to pa vemo. In iz tega potem tudi pride Karniola kot ime za kranjsko latinsko? No, ampak še prej, pravzaprav je to iz Karnov, to je to staro keltsko ali pa staroselsko pleme, še rajš rečemo, ki poseljuje ta severovzhodni del jadranskega zaledja, od Krasa do Kranja in dalje. Dobro, in zdaj, če ostanejo pri zgodbi, se pravi, zgodbo je treba povezati, kako povedati zgodbo, da bi ljudje vedeli nekaj o Emoniju. Prav to je 6. stoletje, Emone ni več, to je rimsko mesto, ki je stalo tam, ki je danes Ljubljana, Celje ni več, tam, ki je danes Celje, ampak stoji še eno mesto, to je pa Karni. In v tem mestu so seveda ti Germani, točno tam, ki je danes stoji Kieselstein, živita deklica poglavarjeva in seveda tole, dali smo pa tudi imena, Kancijanela. Zakaj? Kancijanela je tista, ki je katoličanka, ki je zgubila svoje starše, ker so bili to burni časi, in ki so jo vzeli k sebi, in ta bogata deklica je pa seveda Amala. To je pa kraljevo gotsko ime za vse deklice iz kraljevih hiš, in tako imamo zdaj zgodbo, in seveda odraščata skupaj, ena govori stari latinski jezik, taki, kar bi rekli Kranjčanka, druga govori germanski, imajo drugačne navade in drugačno vero. In zdaj imamo seveda zgodbo, deklici odraščata, zdaj pa treba seveda povedati, kako je dobila ta deklica, ki je bogata, kateri smo pripisali kot ženski grob, vse te dragotine, ki jih vidimo arheološke, in seveda smo rekli, ko je ona odrasla, prišla v polnoletnost, recimo 16 let, nekaj takega, tisti čas, je od mame dobila te krasne fibule, to je znak odraslosti, in rekla, ampak zdaj pa je treba povedati, kako je ta prstan dobila. In smo se spomnili, seveda kaj pa drugega, ljubezensko zgodbo, in ji pošljejo, katera mesta so takrat blizu, Ravena in Bizanc. In to je res nakit, ki je bil izdelan v Bizancu, v teh mediteranskih delavnicah pred 1400 leti. In seveda ji pošlje stari sorodnik prstan, in se želi, da se z njo poroči. In seveda revica oboli od vsega hudega, se pa treba rešitev te stvari. In seveda ona
tam leži na smrt bolna, oče se zelo ustraši, a ne, in Kancionila, ki je pa videla, da ima rada sosedovga fanta, preprostega steklarja, namreč izkopana je bila steklarska delavnica blizu Kizlsteina v Kranju, točno iz tega časa, ne. Seveda je pa svetovala očetu, poglavarju, knezu, naj hitro vpraša, kdo bi znal izdelati stekleno vrtnico, oziroma rožo, kajti to menda reši vse probleme. Seveda je sosedov fant prinesel, kakor ga je zagledala, je seveda ozdravela in oče je bil prepričan, da je to res zdravilna roža. No, zgodba se pa konča tako, pa je bila bogata svadba. To je pa zdaj tisto, ker jaz kot Krašovka sem svojim Gorencem, in so toliko časa pili in jedli, so vse pojedli in popili, od takrat dalje, meščanom ostala ta svadba zelo, zelo v spominu. In če kdo pride, ne radi kaj dajo. Če pa že kaj dajo hvečjemu dober nasvet. To pomeni, da so Gorenci bili škrti že tudi takrat v času Germanov pred prihodom Slovanov, ali kako? Nedvomno, to so prastare korenine, mi se sicer hecamo, treba je vedeti, to se, tako kot je Trstenjak rekel, zapisuje, v ljudsko dušo, namreč, poglejte, ljudje so živeli na samotnih kmetijah, če so dali nekomu drugmu jesti, spomladi umrl njim otrok ali pa celo oni sami, takrat, še 100 let nazaj so ljudje umirali od lakote, ampak malo sem se pohecala. Rada bi samo dodala to, ko je bila zgodbica napisana, sem jaz prosila gospoda Skočirja za ilustracije, zgodbico je prebral, takrat me niti ni poznal, in je naredil prekrasne ilustracije, potem smo pa iskali se povsod in zdaj bi pa še odgovorila na tisto prvo vprašanje. Edina, ki se je spomnila, je bila seveda kamniška občina, ki je, bom rekla, mi financirala en del te knjige, da smo plačali avtorske pravice, a kasneje pa še potem tudi Agencija za knjigo dodelila sredstva, da smo napisani. Nastale so čudovite ilustracije, ki grejo v Beograd že naslednji teden na Bienale. Tomaž Lavko je dodal svoje fotografije, in potem je bilo treba nič drugega, kot še našo hčer prosi, da je dizajnirala in seveda napisati posvetilo z našim vnukom Franciju in Lizi in tistim, ki še pridejo, to pomeni vsem, ki so še prišli, ne samo našim, vsem Slovencem. Pa lahko pričakujemo v prihodnosti tudi kakšno zgodbo antično oziroma zgodnje srednjeveško iz Kamnika? Ja, jaz sem specialistka za antiko, in tukaj imamo res en zelo lep nagrobnik in sem že razmišljala o tem, ampak ne bom še povedala vsega. A to v Mekinski cerkvi, kakšen nagrobnik? Ne, ampak tukaj v Kamniškem muzeju, ker je pokopan deček z očetom, tako da to bi se tudi dalo. Namreč, zakaj so nastale ta pravljica in zakaj v svetu so ugotovili, da se pravzaprav otroci zelo radi in tudi starejši, v muzejih to vemo, ljudje se učijo iz zgodbe, ne podatkov samih, to prepuščamo šolom, več ali manj uspešno. Učbenikom. In učbenikom, ampak človek je bitje, iz daljne preteklosti se je pripovedovalo zgodbe in tisto, kar sliši otrok pod zgodbo, pa tudi kot zgodbo si zapomnil. In to je v svetu zelo uspešno učenje preteklosti in jaz sem si to želela napraviti. Moram reči, da kaj bi bilo težje? Mnogo težje je pravzaprav postaviti podatke v eno tekočo pripoved. Jaz sem se sposodila motiv iz kitajske pravljice, recimo pa z rožo, tam je pač modra princeska in modra vrtnica, ki je prinesena ljubljeni, tle pa steklena roža, ampak Rudi Skočir je, kot vidimo, tudi to popravil in je prinesel je ne vrtnica, ampak stekleno pleniko. Najlepša hvala.